molitvene skupine Beseda življenja po Sveti maši na Brezovici. Od septembra naprej bodo svete maše tukaj v Njenih Goricah ob 8. uri zjutraj. Prejšnja leta so bila 8:30, zdaj pa zaradi duhovnikov, ki bodo tudi prihajali pomagati v našo župnijo, je ta ura bolj pripravna, da lahko potem grejo nazaj na svojo župnijo. Sprememba bo tudi pri obisku starejših. Tisti starejši in bolni, ki jih je v tem letu obiskoval gospod Gregor Gorenc, jih bom sedaj obiskoval na prve četrtke v mesecu. Tako tudi ta prvi četrtek bo obisk starejših in bolnih v Njenih Goricah. Za obisk k veruku pa bo v četrtek popoldne od 15. ure dalje in drugi dan je sobota dopoldne od 8. ure naprej. Prvi petek v mesecu pa bo zvečer tudi po sveti maši molitev pred Najsvetejšim. Prav tako na prvo soboto molitev rožnega venca pred Najsvetejšim pred sveto mašo na Brezovici. Naslednja nedelja, to je 7. september, to je prva nedelja meseca septembra, angelska nedelja, ta dan je začetek veručnega leta. Ne pri veručni uri, ampak pri sveti maši ob 10. Tako so k sveti maši ob 10. na Brezovico povabljeni vsi veroučenci, starši, pa tudi drugi verniki, z nami bodo tudi katehistinje. Pri sveti maši se bomo priporočili Mariji, pa tudi k svetemu Karlu Akutisu. Danes kar tako rečem, ker je prav v tem času, v tem tednu, ki je pred nami, tudi imamo na Brezovici 9-dnevnico pred kanonizacijo Karla Akutisa, ki je umrl star 15 let, zavetnik mladih. In ker bo prav ta dan, 7. september, tudi razglasitev Karla Akutisa za svetega, bodo vsi veroučenci dobili pisala, na katerem bo en stavek misel Karla Akutisa. Naj ta misel spremlja tudi otroke in mlade v novem šolskem in tudi veručnem letu. Med nami pa so tudi prostovoljci, Vincencive zveze dobrote, pa prosim za besedo tudi z vaše strani. Lepo pozdravljeni, veseli smo, da smo lahko spet z vami, lepo se je vrniti v župnijo, ki nas lepo sprejme. Hvaležni smo vam za dosedanjo podporo, s katero v društvu prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote že vrsto let pomagamo ljudem v stiski. Letos Vincencijevi obhajamo 400. obletnico ustanovitve misijonske družbe Lazaristov. Zato so nas pri izbiri motivov za koledar vodile misli svetega Vincencija Paveljskega. Ker je sveti Vincencij zavetnik vseh karitativnih ustanov, so na fotografijah izpostavljene roke, ki ustvarjajo, delajo, poskrbijo, služijo. Opremljene pa so tudi z mislimi Vincencija Paveljskega. Hvala vsem, ki ste v preteklih letih že podprli naše delo z nakupom koledarja. Kot smo upali, smo uspeli dom za prostovoljce toliko urediti, da se bodo lahko jeseni že vselili prvi prostovoljci. Sredstva, ki smo jih zbrali v lanskem letu, smo namenili ureditvi novih prostorov dnevnega centra za brezdomce v Ljubljani. Žal pa stvari ne grejo tako gladko, kot bi si želeli. Zgradbe, v kateri naj bi bili ti prostori za brezdomce, še vedno nimamo. Na pomoč nam je priskočila misijonska družba. Zdaj upamo, da bomo še letos stopili v te prostore in jih bomo začeli urejati za delo z brezdomci. Sredstvi zbranimi v lanski in letošnji akciji tega koledarja pa bomo takoj, ko bo mogoče, začeli z delom. Po
Potreb na področju skrbi za odrinjene je vedno več. Družine razpadajo, rezultat pa je množica mladih, odvisnih in obupanih, ki polnijo ulice. Upamo, da bomo z vašo pomočjo uspeli ostati blizu tistim, ki so se znašli na cesti in najti rešitev glede prostorov. Priporočen prostovoljni prispevek za koledar je še vedno 10 evrov. Vabim vas, da se po maši ustavite pri naši mizici, si ogledate koledar, mogoče kaj vprašate in po svojih zmožnostih podprete naše delo. S sabo imamo tudi kuverte s položnicami, če bi si kdo želel imeti koledar, pa bi nas kasneje rad podprl. Hvaležni vam bomo za vsak dar, podprete nas pa lahko tudi z namenitvijo dela dohodnine. Samo še tukaj bi se malo ustavila. Rada bi spodbudila tiste, ki se morda še niste odločili, komu bi namenili 1% dohodnine. Vkolikor te želje ne izrazite, se denar vrne v državni proračun. Letno je to še vedno okrog 11 milijonov evrov. Prav tako bomo veseli vsakogar, ki bi se nam morda želel kot prostovoljec pridružiti pri naši skrbi za brezdomce in otroke na učni pomoči. Več lahko izveste pri naši mizi. Hvala gospodu župniku, pa tudi vam, da nas lepo sprejmete in že naprej hvala za vaš dar. Lepo nedeljo. Hvala tudi za vašo pripravljenost, za vaše delo in tudi vam za vaš dar. Bog vidi našo dobroto, našo pripravljenost in gotovo je to tudi ena oblika ponižnosti, ko človek lahko naredi velike stvari, tako tudi skrite na očih javnosti. Lepo nedeljo vam želim. Odprimo še srca za Božji blagoslov. Gospod z vami. Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Pojdite v miru. Bogu hvala.